Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Detektor. Naš tokratni gost in sogovornik je dr. Andrej Baričič z letnico rojstva, ki sega v leto 1962. Je ekonomist z diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani in z doktoratom Evropske pravne fakultete v Novi Gorici. Ima bogate poslovne izkušnje v industrijskih panogah, poslovnem svetovanju, bančništvu, visokem izobraževanju in zdravstvu. Izkušnje se je pridobil na mednarodnem poslovnem področju, konkretno na Dunaju v sosednji Avstriji, je vršil samostojno svetovalno dejavnost. Bil je menedžer, revizor ter svetovalec v različnih avstrijskih bankah. Pridobival in vodil je svetovalne projekte ter vršil usposabljanja na področju korporativnega upravljanja in vodenja finančnih in nefinančnih organizacij. Vodil je tudi visokošolski zavod GEA College. Bil je imenovan tudi za nadzornika Nove Ljubljanske banke, tako da v potankosti pozna njene bivše posle. 2 leti je bil predsednik 3-članske akreditacijske komisije Slovenskega državnega holdinga, torej najpomembnejši kadrovik v državi. Skozi njegove roke je šel sleherni član nadzornih svetov podjetij v državni lasti. Njegov dinamični pristop mu je omogočil tudi širše delovanje. Svetoval je že 150 podjetjem doma v Sloveniji in tudi v tujini. Kot član 6-članske mednarodne skupine je skupaj z Dragom Kosom in Igorjem Masnenom v Afganistanu razkril veliko bančno korupcijo. Dr. Andrej Baričič je padel pod drobnogled slovenskih medijev in javnosti kot vršilec dolžnosti naše največje zdravstvene ustanove, Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, kjer je kmalu po imenovanju za vršilca dolžnosti vstopil z tega mesta. Sedaj je med ostalim član koalicije civilne družbe Sinteza, Gibanja za družbeno prenovo, kjer je nosilec projekta Volitve 2018. Dr. Andrej Baričič, lep pozdrav in dobrodošli v oddaji Detektor. Tudi vam lep pozdrav, pa hvala lepa za povabilo že zdaj. Ste član koalicije civilne družbe Sinteza, kjer ste se odločili, da se v letošnjem predvolilno dogajanje vključite bolj intenzivno, skratka kot aktiven in organiziran subjekt civilne družbe. Vi pa ste vodja navedenega projekta. Kakšne cilje zasleduje, kaj vas vodi, da ste se odločili ravno za ta, bi rekel, srednji projekt? No, res je, da vodim projekt Volitve 2018 pri nas v Sintezi KCD. Res je seveda to, da je ta projekt samo eden izmed mnogih projektov, ki jih v Sintezi vodimo. Je pa seveda res zaradi bližajočih se volitev najbolj aktualen. Omenil bi samo 2 cilja, ta hip, zakaj smo se tega lotili. Na eni strani gre za spremljanje predvolilnih programov in obljub strank in kandidatov, kandidatk in potem seveda že v povolilnem obdobju spremljanje uresničevanja teh programov. To se pravi neka primerjava obljub in realizacije, to je en glavni cilj na eni strani. Drugi glavni cilj je pa seveda ta, da si želimo zbrati na enem mestu neke odgovore na neka vprašanja ali pa vsaj mnenja strank in kandidatov o nekih temah in seveda jih potem transparentno predstaviti na enem mestu, tako da volivke in volivci lahko zelo koncentrirano, brez velikega napora primerjajo in ugotavljajo, katera stranka, mogoče kateri kandidati najbolj ustrezajo njihovim profilom. Ocenjujete, da se Slovenija neuspešno sooča z razvojnimi vprašanji ter ponavljajočimi težavami vse od nastanka države Slovenije. Kaj je razlog za tako kritično oceno? V čem? No, glejte, zdaj seveda napredek neke družbe, nekega gospodarstva se da seveda meriti in ocenjevati po različnih kriterijih, ne.
Eden izmed kriterijev je lahko rast družbenega bruto proizvoda, in tukaj seveda Slovenija beleži zadnja leta pozitivne trende, pozitivne razvoje. Na drugi strani pa lahko spremljamo nek razvoj z recimo razvojem visokotehnoloških podjetij ali pa mogoče tudi z zadovoljstvom prebivalstva, zaposlenih. To se pravi, kako se ta neka rast, nek razvoj preslikava v njihovo življenje, v njihovo razumevanje in občutenje okolja. No in na podlagi tega slednjega ocenjujemo, da pač v Sloveniji te pozitivne rasti in neki pozitivni razvoji šibko prehajajo v občutenje prebivalcev in njihovo blagostanje, če tako rečem. Tole po zadnjih merjenjih tega zadovoljstva, ki smo nekje lahko prebrali, ko nas razvrščajo znotraj, bi rekel, primerjalno z članicami Evropske skupnosti, smo tam nekje na sredini ali kaj z temi. Skratka. No, gledajte, seveda, eno je meritev, kaj je na voljo, ne? In tehnično gledano je v Sloveniji marsikaj na voljo, ne? Po drugi strani je pa seveda konzum ali pa participacija na tem, kar je na voljo, pa lahko zelo različna. Naprimer, če omenimo zdravstvo, v Sloveniji deluje javno zdravstvo, ne, in v primerjavi z marsikatero drugo državo in sistemom so stvari tehnično gledano solidno rešene. Ampak če pa pogledamo, koliko časa čakava midva, da prideva na vrsto, ne, k nekemu specialistu, recimo za prostato ali pa kaj podobnega, ne, je pa ta slika idealnega zdravstvenega sistema majčkeno šibkejša. To se pravi, ko so, bi rekel, sistemi ocenjevani na podlagi tega, kako je sistem konstruiran, zastavljen, kaj nudi, kaj je na voljo, ne, Slovenija zagotovo zaseda relativno dobre pozicije. Ko pa pridemo do realizacije tega, še posebej za nekega anonimnega prebivalca ali pa prebivalko Slovenije, ne, so pa možnosti in pol tudi rezultati precej slabši. Ja, nekateri ocenjujejo ravno to, da je eden izmed temeljnih razlogov za ravno ta razvojni zastoj, pa tudi ostale zadeve, ki jih ocenjujemo kot slabe v državi Slovenije, tudi volilni sistem, ki na nek način pač z volitvami državljani se podelimo oblast svojim izbrancem v parlamentu, posledično pa tudi odločamo o izvršni veji oblasti. Skratka, in kako vi to ocenjujete zdaj volilni sistem kot takšen? Ja, to je ena zelo kompleksna tema, zelo dolgo vprašanje ali pa odgovor lahko sledi. Torej, sedanji volilni sistem je bil konstruiran kot začasni volilni sistem na začetku samostojnosti Slovenije. In takrat je obstajala neka zaveza, ne, da se bo verjetno že po enem volilnem ciklusu ali pa najkasneje v dveh to prilagodilo, popravilo, ne. In zdaj v vseh teh desetletjih, kolikor Slovenija obstaja, se ni pristopilo k tej korekciji, za katero pravzaprav vsi vemo, kako je ta anomalija ali pa neoptimalnost nastala. Še celo mogoče več, ne. Posamezne stranke so ugotovile, da jim tak sistem, kot je bil takrat provizorično zastavljen, ustreza in ga s pridom izkoriščajo. In zato mi razmišljamo o tem, da v Sloveniji pravzaprav obstaja neke vrste strankokracija, ne, kjer pravzaprav tudi stranke že ob volitvah zastavljajo na tak način, ne, da ta demokratična ideja volitev in reprezentiranost posameznih enot in okrajev ne pride čisto popolnoma do izraza. Seveda ima to potem za posledico v delovanju parlamenta in v delovanju vlade. In če zdaj omenim samo, bi rekel, slabost delovanja vlade je, vedno, ko imamo v Sloveniji koalicije, ne,
se potem v večji ali manjši meri izkazuje, da člani vlade niso zavezani primarno vladi, ampak so primarno zvesti svojim strankam in sledijo tem, bi rekel, ciljem in idejam lastnih strank, kar seveda pripelje do nekih antagonizmov v vladi, do manjše realizacije, do neekonomičnosti in tako naprej. Skratka, precej anomalij se nam pojavlja v tem sistemu. No, če še rahlo pokomentiramo volilni sistem, kot ste že rekel, volilni okraji so neprimerljivi, še bolj je pa pomembno znotraj teh političnih strank, v kateri volilni okraj postavi katerega kandidata, ker nekateri volilni okraji so izvoljivi, nekateri so pač takole. In po nekaterih ocenah, pa mislim, da so kar približno točne, če bi tako rekel, je večja tekma med člani, kandidati znotraj iste stranke, kdo bo koga premagal, ker pač ve, da tisti samo nekaj mandatov prinaša znotraj volilnih enot, kot pa med strankami. In tudi... Res je, se strinjam z vami, ne. Dejstvo je, da so okraji različno veliki, ne. Tukaj imamo malo asimetrij, ki ima to določene posledice kasneje. Enostavno se nam dogaja to, da praktično v parlamentu posamezni deli Slovenije niso zastopani, ne. Nekateri deli so pa, tako blago rečeno, prekomerno zastopani. In to, kar ste vi omenili, ta konkurenca in špekuliranje strank na neki način, ne, seveda to obstaja, ne. In zdaj, seveda, če bi si želeli imeti en pošten volilni sistem, pošten predvsem do volivk in volivcev, ne, in pa seveda do transmisije njihove volje potem v parlament, ne, skozi njihovega predstavnika ali predstavnico, ne, bi bilo treba ene par stvari prilagoditi, spremeniti, ne. Sočasno morda še kot podvprašanje ali podkomentar, sedaj izredno velik pomen volilnemu sistemu. Ampak na koncu, če smo čisto takole poenostavimo zadeve, so ključni ljudje, ki potem na nek način izvajajo neko politiko, ki seveda rekel, ravno od teh prisoj, ali so toliko avtonomni, da lahko tudi mimo neke ideološke usmeritve, neke stranke zadeve še pelje ali ne, očitno je težava ali pa kak... Seveda, to je tisto, kar sva prej omenila, to se pravi ta strankokracija, ne. Imamo izvoljene predstavnice in predstavnike, ne, ki pa seveda dostikrat imamo ta občutek, da ne razmišljajo svojo glavo ali pa da ne razmišljajo primarno o interesih ljudi ali pa okolij, v katerih so bili izvoljeni, ampak enostavno sledijo usmeritvam stranke in, da tako rečem, avtomatično glasujejo. Ne, in to je zagotovo neoptimalno, ne. Če malo špekuliramo, verjetno tudi te volitve 2018 ne bodo šle mimo teh ideoloških tem pa nekih pa v neko zgodovino druge svetovne vojne pa teh razhajanj, kdo je kaj bil in tako naprej. Skratka, vedno se soočamo z nekimi zgodovinskimi temami, kot da so tiste osrednje in seveda s tem se nehote ta razvojna vprašanja postavljajo v drugi plan. Absolutno se strinjam. Zagotovo so nekatere teme, bi rekel, zanimive, nujne z etičnega, moralnega, civilizacijskega vidika. Absolutno so pa, se opravičujem, če bom mogoče grobo rekel, neproduktivne z vidika razvoja. Ne. In če želi biti družba usmerjena v neko prihodnost, v nek trajnostni razvoj ali pa v neko skrb za bodoče generacije, ne, potem bi morale biti teme druge, primarno druge teme, ne pa te zgodovinske, ki po moje je bilo časa dovolj, da bi se jih preseglo ali pa pač neko usklajenost doseglo. Kot rečeno, Slovenija je članica Evropske unije in seveda od naših poslancev državnega zbora se včasih pričakuje, da bodo tudi postavili kakšno
stališče, ki bo na nek način v nasprotju z željami ali pa z direktivo Evropske unije. Skratka, tu v tem primeru gre verjetno za pričakovanja, ki niso realna. Skratka, ali lahko poslanec državnega zbora oziroma poslanci državnega zbora, tudi o tem bojo verjetno vprašanja naslovljene, kako bojo se odzivali, če pa vemo, da v bistvu ena Evropska unija funkcionira pač tako kot en velik birokratski aparat, ki znotraj poslanc državnega zbora Republike Slovenije seveda izredno težko karkoli vpliva ali pa spreminja ali pa kvečemo lahko da kako pobudo, pa je še vprašanje, če je slišana. No, treba je biti, jaz temu rečem, realen, ne. Seveda, slovenski parlament je pristojen za Slovenijo, ne, in če bi slovenski parlament postoril vse, kar je v njegovi moči in kar je v interesu Slovenije doma, ne, potem bi bil to že velik korak, ne. Ta ambicija, seveda, da bi pa slovenski parlament ali pa parlamentarci vplivali na Bruselj po enem, drugem ali tretjem kanalu, mislim, da je to malo preveč ambiciozno. Jasno vemo, zakaj. Imamo Evropski parlament, vsaka država ima svojo kvoto v tem parlamentu in tudi Slovenija ima svojih nekaj poslank in poslancev. Tako da tukaj pa seveda zaradi svoje majhnosti verjetno ne bomo mogli kaj dosti dosežiti. Na eni strani to je logika pač države ali pa naroda, druga logika je pa seveda ta, da tudi te poslanci so vsi včlanjeni v neke, da tako rečem, politične frakcije ali pa v neke politične strukture, ne. In zdaj seveda tudi v Evropskem parlamentu je na oblasti ena struktura, včasih je malo bolj desna, včasih je malo bolj leva, včasih je malo bolj sredinska, ne. Skratka, imamo nek presek tega, ne, da imamo majhnost, malo poslancev, da imamo tudi tam neke frakcije. Tako da jaz sem skeptičen, Slovenija velike besede v parlamentu v Evropi nikoli ne bo imela. Ampak to niso poslanci krivi, tudi narod ni kriv za to, kriva je pač enostavno naša velikost, kritična masa. No, zdaj se soočamo ravno s te zahtevo, bi rekel, strani Evrope o prodaji Nove Ljubljanske banke. Skratka, tu smo se v preteklosti zavezali, takrat, ko smo reševali to tako imenovano bančno luknjo. In seveda, tu je vlada in tudi parlament na nek način na stališču, da v tej fazi ali pa te obljube ne bi realizirali ali ne bi izpolnili. Kako vi to ocenjujete? Je to realno možno zadevo ustaviti ali so to samo bolj naprezanja, ki so pa že obsojena vnaprej, da jih pač ne bo možno realizirati ali pa ustaviti te prodaje? No, na eni strani seveda zaveze obstajajo, ne. Zakaj so bile te zaveze dane, je zdaj po moje popolnoma jasno, ne. Pač okoliščine so bile take, da smo takrat v tistem obdobju, ne vem, 9-13, popolnoma anticiklično reševali problem finančne industrije in problem bank, po domače rečeno. In seveda nas je doletela zaradi poznih akcij, ne. Lahko bi vam na dolgo komentiral, zakaj je do te anticikličnosti prišlo, ne. Kje so bile izvorne napake, po mojem mnenju. Ampak greva nazaj na vprašanje. Skratka, zaveza je. In zdaj z zavezami je pač tako, ne. Če želimo ohraniti nek obraz, seveda jo moramo izpolniti. Ali je pa izpolnitev te zaveze v narodnem ali pa v narodno-gospodarskem interesu ali ne, to je pa seveda drugo vprašanje, ne. Zdaj tudi tukaj nismo poenoteni, ne. Velik del meni, da je prodaja smiselna, velik del pa meni, da ni smiselna. Zdaj, tehnično gledano, jaz osebno mislim, da bi se dalo to zavezo obiti oziroma jo ne izpolniti in se drugače dogovoriti. Recimo, imeli smo en primer, če se ga spomnite, seveda ni primerljiv, ampak mogoče malo analogije pa.
Tudi Elan je bil v nekem trenutku strani Evropske komisije obtožen in pa na koncu tudi obsojen, da je prejel nedovoljeno državno pomoč, tako kot Nova Ljubljanska banka in ostali dve državni banki. No in Elan je seveda to nedovoljeno državno pomoč vrnil in se je s tem rešil tega problema. Če bi zdaj malo analogno špekulirali, ne, bi lahko rekli, če bi Nova Ljubljanska banka vrnila nedovoljeno državno pomoč, bi se mogoče tudi izvila temu. Ne. Zdaj pa seveda vrniti 1,5 milijarde, ne, je pa seveda drugačen problem kot 10 milijonov vrniti, kot je bilo pri Elanu. No, samo, če to vmes zaslediti, je, da banka je prekapitalizirana. To, rekel, in tudi neke ocene so tako, ki pravi, da smo mi v bistvu tu kar precej več, bi rekel, vložili, kot bi bilo treba. Zdaj, če je to kaj kanček resnice na tem, potem tudi ta, bi rekel, vrnitev ne bi bila, bi rekel, nekaj strašnega, ki bi pomenila po to banke ali kar. To so pa zdaj že detajli, ki so zelo strokovni. Torej, ta hip banka zagotovo ni prekapitalizirana. Ne, zagotovo ne. In ta prekapitaliziranost ali pa sploh kapitaliziranost banke je pa nekaj drugega kot diskusija o tem, koliko je bilo v banke vloženo. In tukaj v to kategorijo, kaj je bilo vloženo, se pravzaprav dostikrat prištevajo tudi oportunitetne izgube, ki smo jih izgubili zaradi izgube vrednosti, ki smo jih izgubili zaradi nerealnih vrednotenj premoženja, ki je bilo prenašano na slabo banko. Skratka, v Sloveniji se dostikrat marsikaj meša, ne? Ampak če govoriva strogo samo o banki, ko je prišlo konec 13 do odločitve o, bi rekel, načinu, kako se bo to saniralo, takrat je bil kapital postavljen na ničlo in za svežim kapitalom tega je bilo takrat za približno 1551 milijonov, to se pravi 1,5 milijarde, je bila banka na novo kapitalizirane, na novo so bile emitirane delnice in te delnice so imele takrat pač eno vrednost knjigovodsko, danes imajo drugo. Tako da ta kapitaliziranost, recimo, o kateri pa zdaj govoriva, ima pa seveda eno zelo pomembno vlogo, katero vsaka banka ali pa finančna inštitucija mora imeti kapitalsko ustreznost. Ne. In zdaj, glede na to kapitalsko ustreznost, ki jo banka ta hip ima, glede na neko strategijo in aktivnosti banke ali pa celotne bančne skupine, jaz trdim, da ni prekapitalizirana. Ne. In ponavljam, dostikrat se pa v javnosti tudi napačno to interpretira. Tudi ocena, da smo ali da slabo lobiramo v Evropski uniji ali da smo neuspešni oziroma da so nam nenaklonjeni, tako bi rekel, tako komisija kot to. Priča je kar nekaj dogodkov, zdaj rečemo, če izpostavimo arbitražni sporazum oziroma razsodbo arbitražno, ki je več ali manj neko dejstvo, potem z nekim tiranom, ki sicer ni neka strašna zgodba, ampak je tudi neko pomembno sporočilo. V čem vi vidite to razlog, da se nam pač te stvari tako dogajajo, kot se, je to naša nerodnost, nespretnost ali kaj bi? Glejte, absolutno se strinjam z vami, da slabo lobiramo. To se pravi, v Bruslju in v Evropi smo absolutno slabo na poti, kar se lobiranja tiče. Razlog je pa zelo enostaven. Naša sprtost in naša, bi rekel, antagonistična situacija doma. Omenil ste recimo arbitražo, pa ta problem meje s Hrvati. Glejte, moje osebno mnenje je pač, da so določeni politični voditelji ali pa strankarski voditelji izrabljali to za svojo osebno promocijo. Rezultat imamo tak, kot ga imamo. Tudi pri teranu smo imeli precej osebnih not. Tisto, kar smo prej diskutirali, to se pravi reševanje naših bank, državnih, je tudi posledica
individualnih osebnih not. Ne. Ponavljam, kar se tiče bank, če bi mi prociklično reševali, kaj to pomeni? Takrat, ko so vsi reševali, ko so vsi metali denar, Evropska unija, komisija je celo dajala denar, da ja ne bi katera banka propadla, tudi nas nihče ne bi krivil nedovoljene državne pomoči. Ampak ker je takratni finančni minister in takratna vlada ocenila, da pač bomo sami in bomo že kako, ne, vam povem, 3 dokapitalizacije smo imeli dogovorjene, pa nobena ni bila potem izvedena, ne, smo potem, ko je bilo že vse prepozno, se lotili tega. Seveda cena veva, kakšna je. To se pravi, zdaj nazaj na vprašanje. Seveda slabo lobiramo, ta naša notranja sprtost, nesodelovalnost ima seveda popolnoma jasen refleks v Bruslju. Bruselj in Evropa nas na nek način zdaj že poznajo, točno vejo in razumejo, kako je treba z nami delati, da oni sami maksimirajo svoje prednosti. Mi pa ostanemo na koncu z svojimi slabostmi in problemi. In če grem zdaj še za sekundo na našo arbitražno zgodbo s sosedi Hrvati, ne, Hrvatje so tudi že zelo dobro nas pogruntali, ne, kako je treba z nami in tehnično gledano dobro peljejo svoj proces. Nažalost, na našo škodo. Sveda, da ne bomo samo kritična do Evropske unije, Slovenija ima tudi določene koristi iz tega. Smo neto prejemniki iz Evropske unije, skratka projekti, ki se realizirajo, vidimo, da je kar dosti tega, ki so z sredstvi Evropske unije. Skratka, da ta zadeva ni samo, bi rekel, ta negativizem, ampak tudi lahko nekaj iz tega dobimo. Ne? Zagotovo. Glejte, rast našega družbenega bruto proizvoda je v enem delčku tudi zahvaljujoč denarju, ki prihaja kot neto prejemnica, ne, ki ga dobiva Slovenija kot neto prejemnica iz Bruslja. Tukaj je zopet, jaz ne morem iz svoje kože, bom spet malo kritičen. Če bi se večina tega denarja porabila za razvojne projekte, idealno, pa se žal ne, mnogo krožišč po slovenskih občinah, ki so sicer fajn in služijo namenu za povečevanje varnosti in pretočnosti prometa, so narejene z evropskimi denarji. To pa seveda ni razvojna usmerjenost tega denarja. Ne? Skratka, infrastruktura je pomembna, ampak seveda, bi rekel, daje učinke razvojne na dolgi rok. Upajmo. Ja. V okviru tega projekta Volitve 2018 ste opredelili tudi, da želite usmeriti volitve, da bi se v predvolilnem obdobju dejansko stranke predstavljale s programi, pa da bi se v bistvu na tem nivoju programskih raznolikosti lahko potem volivci tudi odločali. Samo sočasno že zdaj ob najavi, ko gledamo nabor nekih političnih strank pa list, ki bojo kandidirali, so nekatere prazne, brez vsebine, brez programov, ampak imajo visoko kotirajo. Kako si to lahko razlagamo pa? Ja, jaz osebno si to razlagam na zelo preprost način. Slovenci smo očitno narejeni na ta način, da bolj zaupamo tistmu, kar nismo še nikoli prijeli, nikoli videli, nikoli slišali ali pa doživeli, ne, kot pa tistmu, kar smo že doživeli. Ne. Skratka, bolj verjamemo nekim obljubam. To je malo v šali komentar, seveda. Glejte, jaz verjamem, da bo poplava strank, ker je praktično zelo veliko število novo ustanovljenih strank, ki so že formirane ali pa ki še bodo zdaj v zadnjih dneh. Programi so dejansko relativno nedorečeni. Zdaj, če bi bila pozitivna, bi rekla, da čakajo do zadnjega trenutka, kaj se bodo kot teme pojavile ali pa kaj se bo pojavilo kot tema, ne, pa da bodo potem to na hitro vtaknili v svoje predvolilne obljube in aktivnosti. Zdaj pa seveda tiste stranke, ki so pa že dalj časa na prizorišču, te pa so na nek način profilirane in te imajo neke programe in so seveda, vsaj večinoma,
neke kongresne, strankarske in tudi predvolilne načrte zastavili. Ne. Tako da to je en tak moj komentar. Je pa seveda z vidika volivk in volivcev to velik problem, ne, ta negotovost ali pa neke obljube, ki pravzaprav so enostavčnice, ne, ki mogoče sploh niso uresničljive, mogoče so samo všečne, populistične, ne, nimajo pa nobene trajnostne komponente noter. Ne. Slovenija je v nekem pomanjku ali zaostanku politične odgovornosti. Skratka, tu o politični odgovornosti bi izredno težko pritrdili, da te zadeve funkcionirajo v okviru nekih pričakovanj pa nekih resnih standardov. Praviloma se ne prevzema osebna odgovornost ali pa objektivna odgovornost, skratka, zadeve se tako pač spravijo v nek pavšal izgovorov in tudi je tu z vaše strani tu sinteze, če tako rečem, tu kakšna iniciativa, da bi tudi v to smer se kaj stvari popravljale? Zagotovo. Ena od teh ključnih točk, po katerih mi spremljamo te stranke ali pa programe strank, kandidatov, kandidatk, je seveda tudi, bi rekel, odgovornost vlade, ne, ministrov. In tukaj seveda čisto popolnoma jasno povprašujemo te stranke, kako gledajo na to. Mi seveda bi si želeli, da bi bila ta odgovornost čim bolj jasno izražena in da bi jo vsi, ki seveda zasedajo visoke državne politične funkcije in tudi druge funkcije, da bi jo resno jemali in tudi realizirali, kadar bi prišlo do neljubih situacij. Ne. Tu se kot da je, bi rekel, kriv tudi zakon o vladi oziroma kako se določa mandatarstvo, izbirajo ministri, skratka, da tudi ta zadeva znotraj neke koalicijske vlade potem še bolj razprši to odgovornost. No, eno anomalijo, z mojega vidika anomalijo, sem že prej omenil, to se pravi, težko uidemo v občutku, da so člani vlade na nek način bolj zvesti svojim matičnim strankam, kot pa sami vladi. To se pravi, če govorim svoje mnenje, minister ali pa ministrica bi morala v času mandata majčkeno pozabiti, kateri stranki pripada osnovno ali pa katera stranka jo je ali pa ga je nominirala v vlado in se majčkeno bolj osredotočiti na cilje in aktivnosti in rezultate vlade. Tle smo po moje majčkeno šibki. Ne. Tako da težko bomo to odgovornost spremenili iz ene smeri v drugo. No, samo tu je neki svojevrsten paradoks. Ustava Republike Slovenije že poslance opredeljuje, da so poslanci vsega ljudstva, ne volilnega okraja ali volilne enote. Ampak mi, ko zdaj tule te stvari apliciramo v volitve, potem pa ugotovimo, da si ga želimo prilastiti, pa da bo delal izključno korist za nek volilni okraj ali za nek teritorij, iz katerega je bil izvoljen. Skratka, že ta ustavna določba pa ta realnost sta kar vsaka k sebi, a ne? Lahko dolga zgodba nastane iz tega. Glejte, če greva recimo na poslanca, ki zastopa nek okraj, seveda ima lahko ta okraj neke specifične interese in cilje. In prav je, da ta poslanec, ki ta okraj zastopa, artikulira te interese, argumentirano. Seveda je pa parlament tisto mesto, kjer se potem z nekimi protiargumenti ali pa z nekim usklajevanjem en skupni imenovalec na koncu izkristalizira in včasih si med zmagovalci, včasih si med poraženci. Ne. To je, kar se nekih, rečemo temu, lokalnih ali pa ožjih interesov tiče.
Kar se pa tiče nekih večjih, širših, višjih interesov, ne, ki so na nek način državni, tam bi pa seveda poslanci in poslanke morali, po mojem mnenju, majčkeno abstrahirati okolje, iz katerega prihajajo, in pa seveda politični milje ali pa stranko, iz katere prihajajo, in bi morali imeti malo več interesa države ali pa naroda pred očmi, ko zastopajo neko stališče in ko glasujejo, ko sprejemajo neko odločitev. Tako da jaz mislim, da pač ta ustavni okvir, ki je, nudi vse možnosti, da bi se veliko bolj etično in tudi moralno, rečemo temu po neki vesti, odločalo, ne. Vse možnosti so dane, ampak na žalost je vse preveč zvestobe, o kateri sva že govorila, politični stranki, skozi katere kanal si prišel do tega poslanskega mesta, in mogoče bo spet se zelo kritično slišal, bojim se, da je veliko špekulacije v tej smeri, da se nihče noče zameriti nobenemu in vsak špekulira, kaj bo v naslednjem mandatu, ne, če bom zvest ali pa če bom nezvest, ne. In vemo, kako se potem odločajo. Eden izmed ključnih problemov, ki ga tudi znotraj sinteze izpostavljate, je problem našega razvoja in upravljanja z državno lastnino. Skratka, tudi ta dilema, ki je, bi rekel, že kar nekajkrat izpostavljena, pa nikoli dokončno, bi rekel, opredelitve so še zmeraj tako vsak sebi. Ali je država lahko dober gospodar za to lastnino, ali je treba v bistvu te stvari dejansko iti v fazo privatizacije, če se tako izrazim, pa državo odriniti iz lastništva. Kako to vi ocenjujete? Vi imate tu seveda izkušnje takšne in drugačne. No? Ja, država je lahko načeloma dober gospodar, ne. Zdaj seveda na kakovost gospodarjenja z državnim premoženjem vpliva cel kup dejavnikov. Nekatere kolegice in kolegi menijo, da seveda v Sloveniji dobro gospodarjenje z državnim premoženjem ni možno. No, jaz sem tukaj optimist, tudi kolegi v sintezi, ostali mislijo, da se to da. Je pa seveda res, da je treba postavljati prave ljudi na prave mesta in kakovost tega korporativnega upravljanja, standarde korporativnega upravljanja dvigant, znatno dvigant. Kako? Seveda na način, da so strokovnjaki nominirani, da strokovnjaki prevzemajo in izvajajo, ne pa, bi rekel, strankarsko nominirani ljudje, ki včasih so seveda tudi veliki strokovnjaki, da ne bo pomote, ne pa vedno. Slovenija je odprodala kar nekaj teh dobrih podjetij, če tako vzamem, in seveda v javnosti potem krožijo razne ocene, ko smo sanirali banko, potem vložili skoraj milijardo, kupnine je bilo potem ena tretjina tistega. Pa to dejansko en povprečen državljan to težko razume, da je to dobra kupčija. Včasih je dobra kupčija, če se magari za zelo nizko kupnino izogneš nekim potencialnim obveznostim. Včasih je dobra kupčija, na primer v bankah, ne, če se seveda za nizko kupnino izogneš bodoči dokapitalizaciji, svežemu kapitalu, ki ga moraš vložiti. Ampak vi niste imeli seveda to v mislih. Vi ste imeli v mislih naše kolege v Mariboru. Tako, Nova kreditna banka, Maribor. Tako, ja, res je. Glejte, a so bili ti postopki izpeljani, bi rekel, po pravih vrednostih, ne? Ali je bilo narejeno vse, da bi bila maksimirana cena in tako naprej. To je seveda lahko predmet preiskovanja in raziskovanja.
Dejstvo je, da smo to prodajali v trenutku, ko so bile cene izredno nizke, ne, tudi na mednarodnih trgih finančnih inštitucij. Dejstvo je, da je z današnjega vidika to bila slaba kupčija. Če midva zdaj preidemo še malo v okviru ene splošne problematike. Slovenija se sooča z tem negativnim demografskim trendom, skratka premalo rojstev in seveda to je velik razvojni izziv in ali se dovolj tega zavedamo oziroma so vse te naše študije pa neke simulacije dovolj dobro naravnane k temu, da se ta trend na nek način, ki je negativen, tudi potem v neki perspektivi bo razreševal ali bo ustrezno razrešen ali je to bolj stihijno, bo kar bo ali. Glejte, nismo edina družba ali pa država, kjer imamo te nerazveseljujoče demografske trende, ne. Seveda na te trende zopet vpliva več dejavnikov, ne. Na eni strani vpliva na primer ta materializem, ne, ta individualizem, zagotovo. Na drugi strani pa seveda tudi neke negotovosti ali pa nezadovoljstva, ki obstajajo med širšo populacijo, ne. Tako da jaz sem prepričan, da če bi ta stopnja zadovoljstva ali pa stopnja zadovoljstva, ki sva tudi na začetku jo čisto omenila, ne, pa majčkeno manjša usmerjenost v nek konzumerizem, ne. Če bi bilo to malo bolj drugače postavljeno ali pa pozicionirano, bi seveda tudi ta problem, bi rekel, bodočih mladih generacij bil manjši. Absolutno se strinjam z vami, da če se bodo te trendi nadaljevali, nam bo zmanjkalo kadrov, ki bi delali na delovnih mestih, po možnosti visokotehnoloških, z visokimi dodanimi vrednostmi, kjer se seveda potem tudi državne blagajne polnijo in druge podblagajne, zdravstvena, penzijska in tako naprej. No, in seveda, ne, če te kleči ne bomo uspeli razrešiti, potem bomo seveda odvisni od tako imenovanega pritoka prebivalcev in tudi delovne sile iz drugih držav, iz drugih regij. To pa seveda potem prinaša druge probleme, ki jih ta hip tudi v Evropi že lahko gledamo, vidimo. V majčkeni meri smo jih tudi mi že doživeli. Da ne bi popolnoma zaobšla tega ekološkega vprašanja, mislim, kakšna je vaša ocena? Je v Sloveniji dovolj te ekološke osveščenosti? Sedaj smo imeli te dileme, ki so bile, rečemo, bom izpostavil primer gradnjo Magne. Delovna mesta pa v bistvu Dravsko polje, kjer je pač neka kmetijsko zemljišče, ki je na dolgi rok lahko neka dobra zadeva, no, skratka. Kako bi to vrednoto? Ja, glejte, absolutno se strinjam z vami, da gre za paradoks, ne. Mi na eni strani sprejemamo neke zelo precizne zakone okrog nekih emisij, onesnaženj in ne vem še česa, na drugi strani pa, tako kot ste rekli, uničujemo najbolj plodno zemljo, ne. En primer ste vi omenili, Magna sredi polja, tehnično gledano imamo v Mariboru in v okolici Maribora cel kup enih degradiranih površin, ne, kjer bi se lahko en investitor, domači ali pa tuji, lahko brez težave pozicioniral. Seveda bi bila ekonomska cena nekaj višja, ne. Seveda bi bila, ne.
Ampak to bi pa morala biti tista pokončna drža, o kateri sva prej govorila. To se pravi, ne gre za pokončnost drže v parlamentu, slovenskem ali evropskem, ne, ampak gre za pokončnost drže doma, v relaciji do domačega ali pa tudi tujega investitorja. To se pravi, absolutno se strinjam z vami, ta gradnja nekega industrijskega, kakršnega koli objekta na najbolj plodni zemlji je zgrešena stvar. Veliko diskusij smo imeli o tretji osi, ne, če se spomnite. Tam se prebivalci Braslovč in tiste doline tam že kar nekaj časa borijo o tem, da bi seveda šla ta trasa ceste, za katero mislim, da so vsi, ne, po drugem koridorju, ne po sredini, zopet po najboljši zemlji. Tako da jaz mislim, da je tukaj precej interesa kapitala zadaj, interesov investitorjev, da ne rečem tudi politike, ki ima seveda verjetno tudi svojo računico, na koncu pa seveda najvišjo ceno plača okolje, ne. In z tega vidika smo v Sloveniji slabo okoljsko ozaveščeni. Premalo dajemo poudarka na ta trajnostni razvoj, to se pravi, kaj bo čez 10, 30, 50 let, ne, v prostoru in kakšen pomen bo imela kakovostna obdelovalna, neonesnažena zemlja. Mimo vaše izkušnje oziroma mimo zdravstvene problematike, ki je v Sloveniji sigurno osrednja tema v zadnjem obdobju in seveda zdravje kot vrednota, najvišja vrednota, seveda je tista, ki spodbudi slehernika, da o tem razmišlja. Pa bi morda vi malo opisal, ker očitno poznate dobro zdravstveni sistem, pa svojo izkušnjo sočasno v kliničnem centru, ki ste. Ja, glejte, če smem tako malo cinično komentirati, no, iztočenco, to se pravi zdravje kot najvišja vrednota. Slovenci smo tukaj zelo specifični. Če pogledamo našo, bi rekel, klinično zdravstveno sliko, našo recimo prekomerno težo, v povprečju govorim zdaj, ne, potem očitno ljudem zdravje ni najvišja vrednota. Ker če bi jim bila, bi sami marsikaj več postorili za svoje zdravje. To se pravi, ko sem sam na svojem individualnem nivoju, zelo šibko skrbim za svoje zdravje. Potem, ko pa imam diagnozo, da sem bolan, ne, takrat pa zahtevam, da država in državni zdravstveni ali pa javni zdravstveni sistem za mene naredi vse. Ne. To je ta paradoks. To se pravi, za mene se zdravstvo začne pri najini individualni skrbi za najino zdravje. In jaz bi rekel, če je Slovencem zdravstvo in zdravje ljubo, dajmo zdravo živeti in maksimalno postoriti za svoje zdravje. Zdaj pa, če gremo na kar izvolite. Ja, ne bom, mislim, se samo lahko strinjam z vašim komentarjem. Tako. Zdaj pa, če gremo na ta zdravstveni sistem, moja teza je naslednja. Zdravstveni sistem, kot ga imamo zastavljenega, ne, tehnično gledano, potrebuje malenkostne popravke kot sistem, to se pravi v smislu regulative, ne. In znotraj te regulative z malenkostnimi popravki bi lahko bil sistem bistveno bolj kakovosten in bistveno bolj učinkovit, ne. Predvsem za prebivalce države. Naprimer, po mojem mnenju je naša mreža bolnišnična enostavno prevelika. Mi imamo nekaj bolnic, ki bi jih brez težave lahko zaprli, s tem bi znižali stroške, nihče ne bi izgubil delovnega mesta, ker je v relativno majhnih oddaljenostih sosedna bolnica ali pa sosedne bolnice, skratka zaposleni se preselijo.
tehnika se tudi preseli, se pa seveda stroški precej znižajo. Za paciente bi se seveda spremenili, da bi mogoče se morali malo dalj peljati, ne? Da bi bili obiski malo bolj dragi svojih svojcev in tako naprej. Ampak z vidika sistema bi se precej denarja sprostili. Druga anomalija je seveda, ki jo mi imamo že leta in leta, mi imamo, bi rekel, zdravstveni sistem in zavarovalnico zastavljeno na skupini primerljivih primerov, ne, in ta sistem nikoli ni bil do konca v celoti upeljan. Ne, mi ga imamo nekje proti koncu upeljanega, ne pa do konca. Poleg tega je treba ta sistem redno ažurirati. Kaj mislim s tem? Vsako leto se postavljajo nove diagnoze, pojavljajo se nove metode, nova zdravila se pojavljajo, ne? In te prilagoditve tem razvojem je pri nas vse prepočasi in prešibko. In potem imamo situacijo, da zdravstvena blagajna administrira, namesto da bi kupovala zdravstvene storitve za svoje zavarovance. In če bi kupovala, bi morala kupovati po pravih cenah, po optimalnih cenah, pravo kakovost, predvsem kakovost. To zanima paciente, ne pa cena. Cena zanima samo blagajno, da se na koncu izide. In tako naprej. Zasledil sem tudi mnenja kompetentnih zdravstvenih delavcev, zdravnikov, specialistov, ki pravijo, da Slovenija zamuja priložnost, da bi bila tudi država, kjer ima tako imenovani zdravstveni turizem, specializacije določenih storitev, kjer smo vrhunski, pa bi lahko neke te bolnišnice specializirali, pa tudi privabili paciente iz raznih okolij, ki bi jim nudili visoko kvalitetne storitve, tako znanstvene, zdravstvene kot nastanitvene in še kaj. Je kaj? Po pravici rečeno, mnogo zdravstvenega turizma bazira oziroma temelji na nizkih cenah. Recimo Madžari, Hrvatje delajo zobozdravstvene storitve bistveno ceneje kot mi. Pa nimajo slabših strojev, ne, pa tudi nimajo slabših materialov, kot jih imamo mi. Ampak je cena delovne sile enostavno nižja. Ne. To se pravi, to je ta tip zdravstvenega turizma. Potem imamo cel kup zdravstvenega turizma iz nekih držav in regij, ki, zdaj bom grdo rekel, pri nas niso najbolj zaželjene. Poznam čisto konkretne primere, vam jih lahko tudi omenim, ko pravzaprav ljudje iz držav, ki potrebujejo za vstop v Slovenijo vizo, ne, pač šengensko vizo, v Sloveniji niso dobili vize, ne, v kakšni sosednji državi jo pa dobijo, ne, in se grejo potem tam zdraviti. Ne. To se pravi, ideja zdravstvenega turizma je zelo lepa, imeli smo kar nekaj že tega v Rogaški Slatini, nekaj tudi iz bivše Jugoslavije se kar nekaj pacientov rado pride k nam zdraviti, ampak to niso take številke in take mase, kot bi si jih mi želeli. Absolutno je potencial in če ga ne bomo izkoristili, se nam bo zgodilo to, da bomo tehnično-tehnološko tudi na zdravstvenem segmentu malo zaostali in potem ne bo nobenega razloga, da bi k nam hodili. Bi zaključila počasi najin pogovor, pa ga zaključimo s tistim uvodom, ki smo ga začela. Skratka, vi ste nosilec projekta Volitve 2018. Pa so vaša pričakovanja, da bodo tokratne predvolilne, pa volilne, pa povolilne zadeve naredile nek prisežek ali kakšna so vaša pričakovanja na tem področju? Bojim se, da ne bo presežka, bojim se, da bo bi rekel, velika gneča na prizoriščih. Ja. Bojim se, da bo veliko populizma ali pa čedalje več populizma, da bo veliko obljub, ki že ob izreki teh obljub
vemo, da niso realne, kaj šele v trenutku, ko bi jih bilo treba realizirati. In bojim se, da se bo zopet ta naša deljenost naše družbe izpostavila in da ne bo tudi v novem mandatu prišlo do večje sodelovalnosti. Tega se bojim. Seveda si mi želimo vsi verjetno in tudi v naši sintezi, da bi te sodelovalnosti, te transparentnosti in tudi realizacije obljub bilo več in da bi se seveda na podlagi te realizacije obljub in sodelovalnosti neka kakovost in pa blagostanje naših državljank in državljanov povečala. Kako se seveda ta kakovost na koncu manifestira? Ta se seveda ne manifestira z, ne vem, razmerji v parlamentu ali pa kdo sedi na vladi, ampak se manifestira s tistim, kar sva govorila. Na eni strani, da so delovna mesta, da so kakovostna delovna mesta, da so to dobra plačila, poštena plačila za dobro delo, da okolje ni obremenjeno in da ta infrastruktura, ki je na voljo, to se pravi zdravstveni sistem sva omenila, šolski sistem, kultura in tako naprej, da je to v službi človeka, malega človeka, da imajo mali ljudje dostop do tega in da mali ljudje dobijo občutek, da je pri nas življenje kakovostno in da tisti denar, ki ga oni preko prispevkov in davkov plačujejo za to infrastrukturo, da je dobro porabljen. In to zdaj, če zaokrožva, seveda bi imelo potem tudi pozitiven vpliv na tisto, kar sva tudi omenila. To se pravi na neko načrtovanje bodočih generacij, veselje medgeneracijsko in tako naprej. S tem vašim komentarjem bi jaz tudi zaključil najin pogovor. Dr. Andrej Baričič, hvala za pogovor, hvala za vaše komentarje, hvala za vaša napotila. Verjamem, da bodo tudi volivci nekaj iz tega, bi rekel, povzeli in se tudi bolj, morda celo bolj preudarno odločali, kot pa bi se sicer. Še enkrat hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Vabim pa vse gledalce in gledalke, da si redno ali pa vsaj občasno ogledajo spletno stran Sinteze, kjer bomo seveda volitve 2018 spremljali in predstavljali. Spoštovani, hvala za pozornost ter nasvidenje.